zato ker se je že zgodil primer, recimo, da se je ta žepar, oziroma kako naj ga poimenujem, bomo kar rekli žepar, pogovarjal z nekim turistom in mu vmes uspel ukradati pas. Midva ji dava 2 evra in ona začne samo, to ni niti za McDonald's, dajte mi 10 evrov in jaz njo tako pogledam, 10 evrov je pa pač malo veliko, pa dejansko tudi nimava pri sebi toka, ne. No in v tistem pride pa potem še en mlad fant in reče, če imava kuli. In ona tako pogleda čisto zresno in reče, ne, kao ne mu dati. Hej lepotice, kako smo? Kar malo nenavadno je sedeti tukajle doma na svojem kavču po takšnem lepem, krasnem in čudovitem potovanju. Vedno toliko prehiter mine in vedno bi podaljšala še za kar kakšen teden, ampak sem doma, srečna, zdrava in predvsem polna enih takih vtisov in dogodivščin in ready, da odgovorim na vaša vprašanja v povezavi z Španijo. Zelo podobno sem naredila lani, ko sva šla v Egipt in potem, ko sva prišla domov, sem odgovarjala na vse, kar vas je zanimalo. Tako da sem vam na Instagramu postavila tale vprašalnik oziroma box, kjer ste lahko zapisali vse, kar vas zanima, ker sem namreč že tekom potovanja dobila kar nekaj vprašanj in sem rekla, dajmo zdaj vse na kup in bomo odgovarjali. Res jih je veliko, tako da bom probala v bistvu združiti tiste ta podobne. Tako da ja, če te zanima, kar se tiče cen, kje sva spala, koliko sva zapravila, posamezne cene za recimo vstop v bomo videli, no, kaj vas zanima, potem glej naprej. Okidoki, kje začeti, res jih je veliko. Mogoče čisto naključno, kar mi pade v oči, čisto se nisem pripravila, ker se mi zdi ravno poanta, da povem tako zelo spontano. Si je možno ogledati celo mesto v enem tednu. Zdaj ne vem točno, za katero mesto govoriš, za Barcelono ali Valencijo, ampak bom mogoče povedala kar za vsako posebej. Za Valencijo se mi definitivno en teden zdi dovolj, zato ker Valencija je tako, če si predstavljate, ko ena mogoče malo večja Ljubljana nima toliko veliko znamenitosti, oziroma tiste, ki ima, mislim, da je dovolj že nekje 5 dni, na splošno velja, da za Valencijo ne bi bilo 5 dni čisto dovolj, čeprav jaz zelo rada pogledam tudi mogoče tiste malo bolj skrite kotičke, ki niso mogoče najbolj turistični na prvo žogo. Tako da meni se zdi en teden za Valencijo ravno prav, medtem ko Barcelona je pa ful ogromna, ne, da bi si hotel vse pogledati, raboš, ne vem, en mesec, ne, kar pač itak noben večinoma ne gre na tako dolgo potovanje, ampak pa enem tednu se da videti že kar ogromno, predvsem tiste njihove največje znamenitosti, tako da jaz bi rekla, en teden za Valencijo, en teden za Barcelono je nekje idealka, da bi res vse videl. Potem, kaj vas zanima, ali sta z letom imela kakšne težave, in tukaj je tudi potem veliko podobnih vprašanj, kar se tiče korone. Evo recimo, a so vaju kaj preverjali pred vzletom v Španijo, kako je s covidom in takšna ter drugačna vprašanja, koliko dolgo sta potovala. Tako da bom mogoče, ker vem, da vas ta tema zelo zanima, zdaj kar mogoče združila v en tak širok, obširen odgovor. Covid, ja, kar se tiče te korone in tako naprej, a ne, jaz sem nekako vedela, da pač ta, kako bi rekla, bolezen oziroma ta epidemija je, ampak so se kljub temu odločila, da greva na potovanje, zato ker jaz se na splošno od cele te, kdaj se to začelo, nekje v sredini marca, pač ne psihiram. Po naravi nisem nek psiher, seveda te tako malo prestraša, ne, ampak sem na celotno situacijo gledala zelo pozitivno, zato so se nekako, da greva v Španijo, tudi odločila, ker sta oba tako zelo pozitivno naravnana, da bo vse v redu in dejansko je tudi bilo. Seveda pa so potem bile določene omejitve tako na letalu, letališču kot v samih mestih. Zdaj, tako je bilo. Kar se tiče leta, kar se tiče preverjanja, naj osebno nisem nikjer preverjala. Preden sem šla jaz torej v Španijo, sem preko interneta izpolnila obrazec in v bistvu sva zaradi tega obrazca, kjer sem odgovorila, da nisva bila v stiku z nobenim, ki je okužen. Potem je bilo vprašanje še, če imava kakšne znake, skratka vsi odgovori so bili ne, tako da ko sva midva potem pristala v Španiji, sem samo dobila na mail tako QR kodo, jo poskenirala in midva sva šla samo naprej. Tisti, ki recimo niso imeli te QR kode, ki niso odgovarjali na vsa ta vprašanja, so jih potem dali samo na stran in so potem mogli ročno ta obrazec potem podpisovati. A ne, tako da bi naj kdo preveril, da bi naj kdo testiral, ni bilo. Je pa tako, da je v Španiji maska obvezna. Obvezna je tako v zaprtih prostorih kot v torej odprtih prostorih. Je pa nekako ena taka, kako bi rekla, plus oziroma
ne vem, kako bi to poimenovala, maska torej ni potrebna na kolesih. Midva sta že prej slišala od prijateljev najinih, ki so bili, da je recimo za Valencijo zelo fajn, da se vzame oziroma najame kolo in se potem pač obišče vse te kotičke z kolesom. In tam maska tudi ni obvezna, tako da sta se midva v bistvu celih 10 dni, med drugim tudi to je bilo vprašanje, koliko časa sva bila torej v Španiji, 10 dni peljala s kolesi, kar je bilo prvo ful dobro, zato ker se nisva rabila gužvati po metrojih, ker tam zna biti ful gužva, pa nasplošno, že in ko sem bila v Parizu in ko sem bila v Londonu, tako, zna biti to kar tako, tudi če ni te korone, tam se toliko enih ljudi nagnete in toliko moraš poznati, vsi neki hitijo, tako da je bilo s tole s kolesom zdaj prav balzam, res tako vse je bilo nekako easy, vse tako mirno, pa še maske nisva rabila, ne, in zato sva se v bistvu s tem peljala, jasno, kolesa stanejo. Tudi to je bilo vprašanje, ne mi zameriti, če bo tale moj odgovor tako malo zmešan, ampak kakor se bom spomnila, bom sproti povedala. Torej, kolesa so ful fajn, zato ker pač obiščeš mesto in ga doživiš čisto na en drugačen način. Recimo, evo, ko imam izkušnjo recimo s Parizom, ko sva hodila s podzemno, sva pol manj videla enih takih lokalnih zanimivosti, kakor zdaj s kolesom, ne. Je biti pa potrebno malo pozoren, ki ga vzameš, recimo prvi dan sva ga vzela tam v tistih Blue Bikes, mislim, da ima tudi en odlomek iz tega dela, tam so bila recimo za par ful lepa kolesa, jaz recimo si tazga zdaj želim, da bi ga imela doma tukaj v Ljubljani peljati, so bila kolesa za cel dan, za eno osebo 16 €, s tem da midva sta takrat vzela samo za par ur in je bil kolo nekje 9 €, potem sva pa iskala kakšno cenejšo varianto, ne, zato ker 16 na osebo krat 10 dni, naredite izračun, res veliko pride, tako da sva potem našla eno cenejšo varianto, kjer bi bilo recimo na dan 6 €, samo jaz sem želela košarico, tako da je bil potem 10 €, skratka, da potegnem črto, treba se malo pozanimati, kje jih vzeti, ne ravno mogoče na prvo žogo, zato ker vas lahko pride veliko dražji. Zdaj pa, da se vrnem nazaj torej k koroni in covidu. Jaz sem nasploh tako prav opazovala, nisem vedela, kaj pričakovati, v bistvu sem si tudi rekla, kar pač bo. Ljudje tam se mi zdijo zelo sproščeni, seveda ne vsi, itak so izjeme, a ne, ampak tako, ljudje se na plažah družijo, igrajo odbojko, mimogrede, tudi to je bilo vprašanje, presežem, a je maska na plaži obvezna? Ne, ljudje recimo na plaži noben ima maske, igrajo odbojko brez maske, tudi po tisti sprehajalni poti se jih je zelo veliko sprehajalo brez maske, na kolesu pa jo večinoma noben nima, tako da nama je to nekako se zelo izšlo, 100% sem, da bi imela tiste drugačne linije. Tako da je bilo v bistvu, so se čutile te neke omejitve, predvsem recimo, ko sva stopila noter v hotel, sva dala masko gor ali pa na letalu, cel let si mogel imeti masko, kakšnih drugih posebnosti pa ni bilo, no. Eno vprašanje, kako dolgo sta potovala, midva sta šla torej iz Trsta, do tja naju je peljala sestra, do Trsta, torej do Španije, najprej sva šla torej za 5 dni v Valencijo, let je zelo hiter, v uri pa pol oziroma slabih 2 urah sva bila midva že tam, tako da če gledaš 2 uri let, s tem, da moraš biti vedno vsaj uro pa pol prej na letališču, pa do naše obale približno uro, oziroma do Trsta kar uro pa pol, tako da vse skupaj recimo, če potegnem eno črto, nekje 5 ur. Sta na letalu mogla imeti maske, ja, a sta kaj jedla na letalu? Ne, nisva, sva bila prej na enem rojstnem dnevu, tako da nisva bila lačna, hvala Bogu. Se pa spomnim recimo, ko sva šla v London, sva pa imela, to je bilo zdaj že koliko, je tudi vlog, mimogrede, bom vse svoje travel vloge linkala spodaj magar. Sva šla ob 9 zjutraj, sva imela let in sva bila toliko lačna, 3 ure tam traja let, če se ne motim, zjutraj nisva jedla in sva potem jedla gor najbolj ogaben sendvič, plastičen ever. Tako da en tak nasvet, travel nasvet, vedno pejte na letalo, če se le da siti. Koliko stanejo letalske karte? Teh vprašanj je tudi zelo veliko. Letalske karte pa še nekaj se bom navezala, zdajle ne najdem, ampak vem, da je bilo eno, evo ga, koliko sta plačala vlak iz Valencije do Barcelone, hvala, ja prosim. Torej, tako je, najne letalske karte, pa še to bom odgovorila, ker je bilo eno vprašanje, vem, da se ful ponavljam, ampak pač dejansko odgovarjam množici, da je lažje in hitrejš. Ena me je vprašala, koliko prej sva rezervirala letalske karte, v bistvu nekje 3 tedne pred odhodom, nisva jih prerezervirala. Kar se tiče letalskih kart, sva šla pa z Ryanairom in je bila sama letalska karta zelo poceni, samo da tukaj trik pri Ryanairu je ta, da oni skoraj največ služijo z to prtljago, a ne? In recimo naju je sama letalska karta prišla za eno smer nekje
30 evrov, med 30 pa 40, pa so pa vzela še seveda tja in nazaj prtljago za 20 kg, pa še za 10 kg, ker pač punce rabimo veliko stvari, tako da na koncu je prišla letalska karta tja in nazaj skupaj z vso prtljago okrog 250 evrov. Kar pa se tiče vlaka, vlak je pa tako, a ne, tudi je treba gledati, s kom greš. Recimo midva, zakaj govorim vlak, tiste, ki mogoče ne sledite, midva sva bila torej najprej 5 dni v Valenciji, potem pa sva šla za 5 dni v Barcelono. S tem, da ko sva načrtovala to potovanje, sva mislila iti čez za 5 dni v Madrid, ampak sva potem rekla, tam ni morja, tam vprašanje se bova lahko peljala s kolesi, mogoče tam pa je vse le malo bolj strogo, tako da sva potem ta Madrid nekako skenslala in sva ostala pri Valenciji in Barceloni. Skratka, vlak je pa tako, lahko greš ti na zelo počasen vlak in to pomeni, da bo karta tudi cenejš in počasen vlak te nekje pride 6 ur vožnja, karta pa pride okrog 30 evrov. In sva midva rekla, ne bova se toliko časa peljala, rajš dava malo več za vlak, za hitri vlak in sva prišla v tam nekje 2 urcah že v Barcelono. Karta pa je bila, mislim, da 55 evrov, s tem, da ker sem vzela takoj tudi povratno, je bila potem 44 evrov na osebo, potem pa še valjda krat 4, se pravi za naju oba, plus potem nazaj. Tako da nekje 180 evrov nekaj tazga je prišlo, skoraj toliko, no, letalske karte, vlak je drag, ampak midva, če sva bila že tam, sva rekla, greva valjda pogledat Barcelono, jaz sem v Barceloni že bila in imam res lepe spomine na njo, tako da sva danes ful vesela, da sva v bistvu na ta način organizirala ta trip. Kakšne so cene v primerjavi z Slovenijo? Zdaj, tako bi rekla, kar se tiče trgovine, je zelo podoben tako v Barceloni kot v Valenciji, s tem, da Barcelona je malo dražja. Hrana kot hrana, če pa ješ vzuni, je pa na nekaterih mestih zelo podobno kot pri nas, s tem, da odvisno kaj vzameš. Recimo tale paella je bila zelo draga, 17 evrov na osebo se meni zdi ful velik za obrok in nasplošno, če ješ vzuni, je dražji kot pri nas. Tako da recimo na osebo zunaj v restavraciji te potem pride s pijačo kar 20 evrov, trgovine pa, kot sem rekla, podobne cene kot pri nas. Edino ena stvar je pri njih cenejš in sva midva skozi pila, to pa je pomarančni sok. Tukaj recimo jaz večkrat vzamem v Mercatorju ta sveže stisnen pomarančni sok, te pride tudi v restavraciji zelo drago, mislim, da je 2 deci, kar kakšne skoraj 4 evre, tle so posod cene nekje 2 evra, ker pri njih pomaranče recimo v Valenciji tudi raste, kar tako greš lahko po cesti in je drevo s pomarančem, zato so pri njih cene tudi cenejše. To pa skoraj ne vem, če ni edina stvar, ki je cenejša, drugo je pa ali isto ali pa dražji. Aha, tole vprašanje, ja, midva sta vse zrežirala sama, torej zanimalo vas je, ali sva šla s kakšno agencijo, ali sva sama zrežirala vse. Torej, sama sva poiskala letalske karte, sama sva poiskala hotel. Hotel za Valencijo sva imela splaniran, s tem, da za Barcelono sva ga pa blokirala kar na vlaku. In v bistvu je bilo fajn, zato ker v Valenciji je bilo tako, da sva midva v bistvu bila bližje mestu in sva se potem do plaže s kolesi peljala nekje pol ure. V Barceloni sva pa rekla, da jeva obrniti, greva biti pa tukaj bližje morju, pa da potem mava do torej mesta nekje tako razdaljo, ne? Tako da sva potem mal obračala. Koliko stane tak izlet v Španijo? Tak izlet v Španijo. Zdaj, zelo je odvisno, kako si ga narediš, a ne? Zelo odvisno, greš ti recimo v apartma, pa kuhaš, zelo odvisno, a si, ne vem, bolj omejiš in ješ recimo v kakšnih pekarnah, ali hodiš pač ven jest, tako da ti lahko to potovanje pride zelo poceni, neka srednja cena ali pa tudi zelo drago. Jaz te čisto okvirno povem cene, vem, da so bila tudi vprašanja na temo hotela. Zdaj, hotel v Valenciji je naj prišel okrog, koliko je že bila cena? Za 5 dni 400 evrov, ja, v Barceloni nekaj zelo podobnega. Hrana pa midva zelo rada zunijeva in če že greva na neko tako potovanje, gledava, da sva res čim bolj na off, da ne kuhava, tako da je bila pač najina izbira hotel. Tako da vse skupaj bi jaz rekla nekje 2000 evrov. Mislim, da je kar realna cena. Tukaj je od Nike eno zelo konkretno vprašanje, take imam tudi rada, in sicer sta morala za Park Güell prerezervirati vstopnice ali ko sta prišla tja. Ne, midva nisva na splošno na tem potovanju čisto nič prerezervirala, ker v bistvu do zadnjega
samega niti nisva vedela, a bojo meje odprte, a bojo zaprte, a bova lahko šla. Tako da same vstopnice za Park Güell sva kupila tam, 10 € na osebo, 20 za oba, s tem, da se pa je treba pozanimati, oziroma fajn je, da se pozanimaš, ker imajo podobno kot recimo v Londonu, ko so šla tam, sva pa bila malo bolj angažirana in se potem vzame nek tak sklop in ti recimo za ceno, recimo, ne vem, pol manj nudijo, ful več za videti. Tako da dajte to malo preveriti, no, ker se da prišparati kar tako kakšne 20-30 €, če ne še več. Ali imajo dobro hrano in če je draga? Zdaj, ja, Španci so itak ful znani gurmani, zelo taki temperamentni, radi dobro jejo. Zdaj pa imela od začetka, če čisto iskreno povem, kar malo tako smolo, zato ker sva hodila v restauracije, kjer dejansko ali ni bilo dobro ali pa nič posebenega, a ne, tako da potem pa sva začela spraševati domačine, ki bi oni mogoče priporočali, da niso šla na tiste restauracije ali pa tista mesta, ki so na ven izgledala full fancy, pa si probo hrano, je bila pa kar tako, ne. Tako da od začetka sva se parkrat opekla, ko pa sva začela spraševati, pa malo googlati, pa kakšne ocene gledati na Googlu, sva pa zelo dobro jedla, je pa seveda cena zelo odvisna, recimo paella, kakor sem prej omenila, je 17 € na osebo, sem pa potem nekaj prebrala, da lahko dobiš že za 2,5 €, kar je pač nerealno velika razlika. Tako da dajte spraševati, čeprav spraševati, Španci zelo slabo govorijo angleško. Res redko kdo sploh zna, kar je mene osebno ful presenetilo, ker pač ne vem, angleško pa danes res že vsak zna, res slabo govorijo, seveda v hotelih, ja, hvala Bogu, na ulici pa zelo slabo, sploh kakšni starejši, bi recimo rekla 40 plus, pa nič ne znajo. Tako da jaz imam srečo, ker sem v mladosti gledala te španske nadaljevanke in zelo veliko razumem, tako dejansko recimo taksista, ko sem poslušala po telefonu, sem razumela skoraj cel njegov pogovor, ali pa če nama je kdo dal kakšna navodila, levo, desno in tako naprej, sem razumela, da bi pa oni pa zelo slabo. Tako da vzemite v zakup, imejte ali kakšen slovar, ali prevajite, recimo zloadite si aplikacijo Google Translate, dajte v slovenščino ali pa angleščino in pokažite in potem on to prebere in razume, tako sva recimo midva delala, če res ni šlo. Naslednje vprašanje, je veliko kriminala glede korone in brezposelnosti. Zdaj, ne vem, če veste, ampak Barcelona je na splošno zelo v bistvu taka prestolnica žeparstva, kar v bistvu pomeni, da je treba zelo paziti na svoje osebne stvari, na svojo torbico, na splošno na žepe, zato ker se je že zgodil primer, recimo, da se je ta žepar, oziroma kako naj ga poimenujem, bomo kar rekli žepar, pogovarjal z nekim turistom in mu vmes uspel ukraditi pas. Jaz ne vem, kako to naredijo, ampak oni so res specializirani, da te tako v bistvu okradejo, da ti niti veš, ne. V bistvu zelo radi imajo kakšne gneče, zato ker ljudje tam niso pozorni in jim zelo v bistvu na hitro izmaknejo stvari. Tako da je treba biti na svoje osebne stvari res zelo pozoren in tudi midva sva v bistvu eno tako izkušnjo imela s tem, ko so šla na v bistvu nek tak trg, sva prišla, kjer je bilo ful golobov in pač prideva tja, golobi vse posod in pride v bistvu ena taka gospa, mene spominjala kao tisto iz Sam doma, če veste, tista malo starejša, ko je bila vedno v parku z golobi, ista je bila. No in ona potem meče ta semena, a ne, in v bistvu mi je bilo tako, potem tudi malo grdo od nje, pač itak ji daš kovanček ali dva, mislim, da sva mi dva celo dala 2 € zato, ker nama je metala tista semena in sva dobila par hudih šotov in 2 € se mi zdi tako, ni zdaj ne vem kaj, ampak pač ni pa spet malo, 2 € si lahko privoščite že kakšno kavo. In mi dva ji dava 2 € in ona začne samo, to ni niti za McDonald's, dajte mi 10 € in jaz njo tako pogledam, 10 € je pa pač malo veliko, pa dejansko tudi nimava pri sebi toka, ne. No in v tistem pride pa potem še en mlad fant in reče, če imava kuli. In ona tako pogleda čiste zresne, reče ne, kao ne mu dati. In to je en tak tipičen primer, če bi se midva stegala, če bi mu midva dala kuli, bi on potem naju ukradel. Tako da sva dejansko imela izkušnjo. Sreča ni bila nič hujšega, se tudi po moje, če na ta gospa ne bi upozorila, midva pač kulija ne bi dala, ker je bil že tako na pogled kar malo sumljiv, ampak na splošno je kriminal, je prestolnica žeparstva, tako da če boste kdaj šle, jaz vidim tudi kakšne turiste hodijo kar tako, da imajo v bistvu nahrbtnik od spredi, ker v zadnji ga lahko zelo hitro odpreš, oni so pa res mojstri, te tako ukrade, da niti veš ne. Hej Eva, mene bi veselilo, če bi mi v Q&A povedala nekaj o akvariumu Valencija, naprimer cena vstopnice. Ok, super vprašanje, pa se bom navezala kar na ta akvarium, pa še z OO. In sicer pri Zoju sva imela midva malo bolj tako, spet eno tako,
kako bi rekla, negativno izkušnjo, ga se delno so sama kriva, ampak prišla sta šele ob 5 oziroma celo pol 6 v živalski vrt in nisa pogledala, dokdaj je odprta, ne, in greva noter, pogledava nekje polovico živalskega vrta in joj, rale, meni je toliko vroče, da usedva se na kavo, ne. Spijeva tisto kavo in nič greva naprej. In potem hodva nekje 5 minut, ko zaslišam po zvočniku, da se živalski vrt zapira in ne zapustimo pač in se pomaknemo proti izhodu. In potem sem jaz pač tam rekla, ne, na pač izhodu, da bi naj vse lahko opozorili, da ker cena vstopnice je pa ful draga, za 2 osebi pride cena 50 €, s tem, da naj niso nič opozorili, kar bi naj lahko, a ne, ker sva bila ob 5:30 ali ne vem, če ne celo še kasneje. Vem, da sva bila skratka samo 1 uro v živalskem vrtu, potem sva šla za 20 minut na kavo in se je že zaprl in dejansko bi naj lahko opozorila, ali pa jaz ne vem, imajo pač vsaj neko delno vstopnico, pač ne računajo celo, 50 € je karta, kar je ogromno. Mislim, da ima naš ljubljanski živalski vrt, če se ne motim. Saj jaz nazadnje, ko sem bila 7 €, tako da razlika je res ogromna. Tako da to je bila ena taka malo bolj slaba izkušnja, tako da sva potem videla samo pol živalskega vrta in dejansko ste videli tudi v tem vlogu samo en del živalic. Kar se tiče akvariuma, sva pa imela v bistvu srečo, oziroma sva prišla prej in sva si res lahko ogledala celega, s tem, da tukaj je pa cena še dražja, tako da pride potem na osebo skoraj 33 €, za 2 osebi je skoraj 70 €, s tem, da potem moraš valjda kaj spiti, kaj pojesti. Rale si je vzel hot dog, prav, da je bil to najslabši hot dog ever in sva samo za hot dog dala tudi 6 €, voda je mislim, da nekih 3 ali 4 €, tako da na tak en izlet prišel skoraj 100 €, tako da cene teh vstopnic so res drage, so res navite. Tako da mogoče si zberite, da greste samo v eno, pa še to, dajte biti previdni, da boste res prišle pravočasno in da se vam ne bo zgodilo to, kar se nama, ker včasih pač, se ne zorganizirava dovolj in potem je pač malo slabe volje, ampak ajde, sva se nekaj naučila, da pač toliko pozno ne bova več na te stvari hodila. Katero doživetje se ti je najbolj vtisnilo v spomin? Teh je seveda ogromno, res bi lahko tale video snemala in govorila, ker res želim biti čim bolj prisotna, telefon dati čim bolj na stran in res užiti vsako sekundo. Ampak pozitivna ogromno, vse te znamenitosti, ta utrip Španije, ta njihov temperament. Jaz na splošno obožujem potovanja, če bi lahko, bi potovala 12-krat na leto, da vsak mesec nekam grem, tako da res mi to leži in zato se v bistvu potem za te vloge tudi toliko potrudim, da vam dam, da tudi vi, vse tiste, ki še niste bile v Španiji, vsaj delček tega začutite. Tako da celotno to potovanje mi je bilo ful všeč mi je bila ta njihova paella, ki je v bistvu ta njihova neka značilnost. Zdaj, kar se pa tiče negativne stvari, zdaj nekaj sem jih z vami že delila, se mi je pa vtisnilo tudi to, da sva zvečer hodila v Barceloni, sva imela hotel zelo blizu plaže, hodva po tej njihovi glavni plaži Barceloneta, mislim, da se reče, in od enkrat ful rešilcev, gasilcev in potoplačev in midva, če se pa zdaj nekdo utopil in dejansko se potem tam ustavlja, tam se ljudje ful družijo, ful je dobro to zavideti, tako se družijo dejansko mivki, imajo muziko, pijejo, se družijo, res tak dober vibe, no. In pač ziher se je nekdo utopil in greva potem proti plaži in res vidva, kako pač nekoga iščejo, ne. In Rale potem tudi enega rešilca vprašal, kaj je pač se je zgodilo in mu je v bistvu po špansko razumel, tle sem imela srečo, da sem razumela, je rekel pač, da nekoga išče, da se je utopil, ga takrat potem tudi niso več najdel. Je bilo pa tako polno policije, gasilci, reševalci, ampak mislim, da se ni srečno končalo, na žalost. To je mogoče ena taka negativna stvar, ki se mi je vtisnila, na splošno pa definitivno ne želim končati tegale vloga v nekak taki negativni noti. Kar se mene tiče, je bilo to potovanje varno. Jaz sem zdrava, jaz sem srečna, jaz bi definitivno v Španijo še šla, tudi to ste me med drugim spraševali, če bi se vrnila. Zdaj sem bila drugič v Španiji, drugič sem bila v Barceloni, s tem, da Valencijo sem videla prvič in definitivno, ko se imaš tako lepo, midva z Raletom si vedno narediva, da nekako se imava dobro, da čim več doživeva, jasno bi pač videl in obisku še. Je pa še toliko enih stvari za obiskat, da bi raj šla kamorkoli drugam, kot recimo spet v Španijo, ful si želim videti Bali, želim si videti kakšne Sejšele, Maldive, pa Boro Boro, res je veliko enih želja. Tako da dajte mi zapisati spodaj v komentarju, kje ste vi že bile, katero je bilo vam najljubše potovanje, pa mogoče katera država ali pa kraj je
pri vas tam na visoko na seznamu in če bi imele zdajle možnost ali pa čez en teden možnost iti, kam bi šle. Jaz to ful rada berem, potem tudi za sebe dobim kakšen navdih. Pa ja, to res bom z veseljem prebrala, kje ste bile in kaj recimo bi mi vi priporočale, da midva še obiščeva. Tako da to je to. Jaz upam, da ste dobile, zdaj grem še enkrat čez vprašanja čez, ampak jih je toliko veliko, tale video se mi pa že zdaj zdi zelo dolg, tako da upam, da ste dobile nekaj informacij. Če pa vas zanima, pa še z veseljem odgovorim. Ne mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, tam sem cel čas aktivna, tako da če spet kam pobegnem, boš tam prvo zvedla, kje se nahajam in videla vse te moje travel fotke. Ne pa se pozabiti naročiti tudi na moj kanal, da boš prva obveščena, ko pride nov video. Lepo se imejte, lepotice, ful sem vesela sicer, da sem nazaj z vami, da lahko spet snemam za vas, tako da definitivno v bodoče pridejo še novi videi. Tako da lepo se imejte, uživite še tele zadnje dneve poletja, nekega še imamo, no, ampak recimo do avgusta rečem, preden se nekatere vrnete spet v šolo. Mi pa se gledamo v kratkem. Ljubčki, rada vas imam in do naslednjič. Čau, čau!